Hvala za ta res lep uvod. Cenjeni gostje, dame in gospodje, dragi prijatelji, velika čast mi je, da lahko nagovorim to konferenco in sem v Izraelu. Narod, katerega zgodovina, odpornost in odločnost so močan simbol preživetja in vztrajnosti v človeški zgodovini. Pred vas prihajam iz Republike Srbske, ene od dveh avtonomnih entitet Bosne in Hercegovine, in prinašam sporočilo, ki je tako politično kot globoko človeško. To je sporočilo o svobodi, o suverenosti, o teži zgodovinskega spomina, o moči identitete in o naši odgovornosti, da se branimo pred silami, ki ogrožajo mir, stabilnost in celo naš sam obstoj. Živimo v obdobju globokih geopolitičnih sprememb. Predpostavke, ki so oblikovale mednarodni red po hladni vojni, so postavljene pod vprašaj. Varnostne grožnje, ki so bile nekoč obravnavane kot regionalne, so postale globalne. V takšnih časih se od narodov pričakuje, da odgovorijo na temeljna vprašanja, kot je, kdo smo, katere vrednote branimo, kakšne lekcije smo se naučili iz zgodovine in kako daleč smo pripravljeni iti, da ohranimo svojo svobodo. Izrael se s temi vprašanji sooča že od svojega nastanka, obdan s sovražnostjo in večkrat izzvan strani tistih, ki niso dvomili le o njegovi politiki, temveč o sami pravici do obstoja. Izrael je pokazal nekaj izjemnega, da lahko narod ostane demokratičen, inovativen, uspešen in svoboden, tudi ko se nenehno sooča z varnostnimi grožnjami. Judovsko ljudstvo se je skozi stoletja preganjanja naučilo, da preživetje zahteva moč, enotnost, samozavest in jasno razumevanje razlike med dobrim in zlim. Med tistimi, ki si želijo sobivanja, in tistimi, ki si želijo uničenja. Zgodba Izraela nas uči pomembne lekcije, ki globoko odmeva pri srbskem narodu iz Republike Srbske. Narodi nikoli ne smejo postati pasivni opazovalci zgodovine, medtem ko drugi odločajo o njihovi usodi. Naše zgodovine so različne, vendar obstajajo presenetljive podobnosti med našimi izkušnjami. Tako judovski kot srbski narod sta preživela obdobja izumrtja, preganjanja, razseljevanja, demonizacije in poskuse izbrisa ali potvarjanja naših zgodovinskih izkušenj. Oba naroda sta se naučila, da zgodovinski spomin ni breme, temveč nujnost. Oba naroda sta se naučila, da svobode ni mogoče prepustiti drugim, in oba sta spoznala, da suverenost ni abstrakten pravni pojem, temveč bistveni pogoj za politično in narodno preživetje. Svoboda nam ni bila nikoli podarjena kot darilo, vedno je bila priborjena z žrtvovanjem. In svoboda ni nekaj, kar bi nam bilo enkrat dano in zavedno zagotovljeno. Nenehno jo je treba braniti, politično, moralno, institucionalno in, kadar je potrebno, tudi fizično. Vsaka generacija si mora pravico, da jo ohrani in častno preda naslednji, zaslužiti. Morda nikjer to skupno razumevanje ni bolj vidno kot v tragedijah 20. stoletja. Judovsko ljudstvo je trpelo zaradi holokausta. Srbsko ljudstvo je doživelo genocid v neodvisni državi Hrvaški. Na krajih, kot je Jasenovac, eden najbolj grozljivih koncentracijskih taborišč v okupirani Evropi, kjer je bilo 700.000 Srbov, Judov in Romov sistematično iztrebljenih zgolj zaradi tega, kdo so bili. Žrtve so pripadale različnim skupnostim, a zlo, ki jih je prizadelo, je bilo enako. 20. stoletje je tako Judom kot Srbom dalo bolečo lekcijo. Sovraštvo se začne z besedami, nadaljuje z diskriminacijo in konča z nasiljem. Pot do Auschwitza in pot do Jasenovca sta bili tlakovana dolgo, preden so tja prispeli prvi žrtve. Skupno trpljenje je ustvarilo vez razumevanja, ki traja še danes. Narodi, ki pozabijo svoje žrtve, tvegajo ponovitev svojih tragedij. Spomin je namenjen temu, da bodo prihodnje generacije prepoznale zlo, še preden se ponovno pojavi v novih oblikah. Za srbski narod je spomin na Jasenovac več kot le opomin na to, kaj se je zgodilo med drugo svetovno vojno.
Je tudi opomin, da so bili med spopadi v 90-ih letih tisti, ki so želeli nadaljevati to, kar se je tam začelo. Želeli so nas fizično izbrisati. Danes nekateri skušajo doseči podobne cilje po politični poti, slabljenjem naših institucij in naše identitete ter zanikanjem naših ustavnih pravic. Zgodovina spreminja svoje metode, vendar ne vedno svojih namenov. Po grozljivih napadih 7. oktobra bi bilo razumno pričakovati splošno obsodbo vseh demokratičnih družb sveta. Vendar smo v mnogih delih sveta, vključno z večinsko muslimansko regijo Bosne, bili priča nečemu globoko zaskrbljujočemu. Prizadevanja za relativizacijo pokola, opravičevanje storilcev ali celo izkrivljanje resničnosti s tem, da so žrtve predstavljene kot obtoženci. Namesto da bi enotno stali ob strani nedolžnim civilistom, ki so bili umorjeni, ugrabljeni, mučeni in terorizirani, so mnogi izbrali ideološko solidarnost s storilci. Demonstracije, ki so bile predstavljene kot izražanje političnega mnenja, so pogosto prestopile mejo v odkrito sovražnost do Izraela in v nekaterih primerih celo do Judov samih. Republika Srpska se je odločila za drugačno pot. Naše institucije, politično vodstvo in naši ljudje razumejo varnostne skrbi Izraela, ker prepoznavamo preprosto načelo. Noben narod ne more preživeti, če se od njega pričakuje, da bo toleriral tiste, ki ga želijo uničiti. In noben narod ne bo preživel, če bo moral svoje sovražnike prositi za dovoljenje za obstoj. Mi kot srbski narod ostajamo trdno zavezani ohranjanju svoje identitete in uveljavljanju pravic, ki so nam zagotovljene z Dejtonskim mirovnim sporazumom in našo ustavo. Desetletja so drugi določali, kdo so Srbi, kaj predstavlja Republika Srpska in kakšno naj bi bilo naše mesto v Bosni in Hercegovini. Takšen pristop zavračamo. Naša ustava določa naš položaj. Ne bomo dovolili, da ga določajo tisti, ki nas demonizirajo. Naša pravica je, da določimo svojo identiteto, svojo usodo, svoje vrednote in svojo prihodnost. Narodi, ki drugim dovolijo, da jim določajo, kdo so, in se odpovejo pravici, da sami sebe opredelijo, se na koncu odpovejo tudi pravici, da sami sebe vodijo. To načelo je za nas v Bosni in Hercegovini še posebej pomembno. 30 let po Dejtonskem mirovnem sporazumu, ki je končal vojno, Bosna in Hercegovina ostaja država, ki se še vedno sooča z vprašanji suverenosti, legitimnosti in demokratične odgovornosti. Prepogosto mednarodna javnost priznava le posledice političnih kriz v Bosni in Hercegovini, medtem ko njihove vzroke spregleda. In to ni edini kraj na svetu, kjer se to dogaja. Resnica je, da Bosna in Hercegovina ostaja edina država v sodobni Evropi, kjer neizvoljeni tuji uradnik lažno trdi, da ima pooblastila za vsiljevanje ali spreminjanje zakonov, odstranitev izvoljenih predstavnikov s funkcij, spreminjanje ustavnih ureditev in sankcioniranje političnih strank, medtem ko so državljani prikrajšani za kakršnokoli pravico, da bi take odločitve izpodbijali na sodišču. Nekatere naše izkušnje so nepredstavljive v demokratičnih družbah. Na primer, volilna pravila so bila spremenjena prav na dan volitev. Ustavne ureditve so bile spremenjene, da bi ustvarili vladne koalicije. Demokratično izvoljeni funkcionarji so bili odstranjeni z položaja skozi politično motiviran postopek, ki ni temeljil na ustavi. Politične stranke so bile finančno sankcionirane zunaj običajnih demokratičnih postopkov. Kazenska zakonodaja je bila spremenjena strani te osebe, da bi preganjali izvoljene politične voditelje, ker niso upoštevali odločitev, ki so jih vsilili taki tuji uradniki. Dame in gospodje, takšne prakse bi bile nepredstavljive v Izraelu, Združenih državah Amerike ali katerikoli drugi evropski državi. Da pogosto jih upravičujejo kot nujne, kadar se uporabljajo v Bosni in Hercegovini. Ko se Republika Srpska upre takšnim praksam in tako groznim ukrepom, nas prikazujejo kot upornike, ki spodkopavajo Bosno in Hercegovino. Republika Srpska dosledno zagovarja dialog, ustavni red in spoštovanje Dejtonskega mirovnega sporazuma. Verjamemo, da lahko trajne rešitve nastanejo le z notranjimi dogovori,
nikoli z zunanjimi vsiljevanji. Poleg ustavnih razprav obstaja še en izziv, ki zahteva iskreno razmislek. Težav, s katerimi se danes sooča Bosna in Hercegovina, ni mogoče v celoti razumeti brez upoštevanja dediščine radikalnih islamističnih gibanj, ki so v državo vstopila med vojno v 90. letih. Tisoči tujih mudžahidov so prispeli z Bližnjega vzhoda, Severne Afrike in Azije, mnogi pa so se po koncu konflikta odločili tam ostati. Nekateri so tam celo pridobili državljanstvo. Mreže, ki so jih vzpostavili, niso preprosto izginile s podpisom mirovnega sporazuma. Njihov ideološki vpliv je vztrajal še dolgo po vojni in oblikoval dele bosanske družbene in politične krajine. Pri tem vloga Irana zasluži posebno pozornost, saj ni bil zgolj pasivni opazovalec konflikta v Bosni. Iranske vojaške strukture, obveščevalne službe, svetovalci in povezane organizacije so bile med vojno močno prisotne v Bosni. Infrastruktura in odnosi, vzpostavljeni v tistem obdobju, so pustili trajen politični in ideološki pečat. Tudi danes uradni predstavniki Irana in drugi akterji v Sarajevu javno obeležujejo in poveličujejo tako imenovane mučenike in pastirje, pri čemer so ti obredi pogosto predstavljeni kot dejanja zgodovinskega spomina. Hkrati krepijo širšo ideološko pripoved in ohranjajo njen vpliv znotraj Bosne. Težava ni sama vera. Težava je v radikalni ideologiji in političnem ekstremizmu, ki izkoriščata vero kot orodje za mobilizacijo, radikalizacijo in na koncu za konflikt. Cilj takšnih gibanj je spremeniti vero v politično ideologijo in državo v orodje verske prevlade. Ta izziv ni nov v Bosni, niti kjerkoli drugje. Ideološke korenine te vizije lahko v primeru Bosne zasledimo v spisih Alije Izetbegovića, voditelja bosanskih muslimanov v 90. letih, ki je trdil, da ne more biti ne miru, ne sobivanja med islamskim političnim redom in neislamskimi institucijami. Seveda je ta vizija v osnovi nezdružljiva z načeli pluralistične demokracije. Kljub temu so nekateri zahodni oblikovalci politik žal poskušali prepričati nas in morda tudi sebe, da bi bilo mogoče takšna gibanja omiliti ali obvladovati. Izkušnje so večkrat pokazale nasprotno in dokazale, da radikalna islamistična gibanja, kjerkoli se pojavijo, neizogibno spodkopavajo demokratične institucije, spodbujajo nestrpnost ter povzročajo nasilje in nestabilnost. Izrael razume to resničnost, saj se z njo sooča vsak dan. Vendar pa ta izziv sega daleč preko meja katerekoli posamezne države. To je boj med civilizacijo in ekstremizmom, med svobodnimi družbami in nasilnimi ideologijami. To je izbira med tistimi, ki si prizadevajo za sobivanje, in tistimi, ki si prizadevajo za prevlado. In razlika med tistimi, ki branijo življenje, in tistimi, ki poveličujejo smrt. Zaradi tega morajo demokratične družbe sodelovati tesneje kot kdajkoli prej. Deliti bi morale obveščevalne podatke in okrepiti varnostna partnerstva za razgradnjo ekstremističnih mrež. Srbsko ljudstvo ve iz bolečih izkušenj, da tisti, ki so si prizadevali za naše izginotje, sami redko izginejo. Le spremenili so svoje metode. V enem stoletju so nas poskušali izbrisati s taborišči in množičnimi poboji. V drugem pa s političnim inženiringom, zgodovinskim revizionizmom in poskusi, da bi nam odvzeli pravice, ki nam jih zagotavljata ustava in mednarodni sporazumi. Zato Republika Srpska ostaja zavezana obrambi svoje identitete, svojega ustavnega položaja in svoje demokratične legitimnosti. Ne zato, ker bi si želeli spopadov, ampak zato, ker nas je zgodovina naučila, da svoboda obstane le, če so ljudje pripravljeni, da jo branijo. To resnico zelo dobro poznata tako srbski kot judovski narod. Naša odgovornost je, da oblikujemo svojo prihodnost, varujemo svoje vrednote in skupaj gradimo varnejši svet za prihodnje generacije. Stopimo skupaj. Še naprej stojimo skupaj proti antisemitizmu in ekstremizmu. Stopimo skupaj in nadaljujmo v enotnosti pri obrambi svobode. Prihodnost pripada tistim, ki so pripravljeni braniti svobodo, tako kot smo mi. Hvala za vašo pozornost.